Živa, Iliri moji, kje ste, kako ste, Alenka tukaj? A moramo začeti uvod spremljati, ker čisto vsakič za isto rečem. V glavnem, zadnje čase vas kar majčkeno zasuvam s temi true crimei, tako da ni kaj. In današnji govori o Silent Twins. Zna biti, da ste to že slišali, ker je resno slaven znan primer. Jaz sem to za en članek prevedla glasen primer tihih dvojčic. Ja, govorimo o dveh dvojčicah, no shit, Sherlock. V glavnem, jaz sem primer, mislim, da prvič slovila pri Vanesi Kovše, pri naši Vanesi Kovše in sem launo, sem poslušala in gledala in sem lahko, how is that even possible? Pač toliko čudnih stvari se z njima dogajalo, da meni osebno meji na paranormalno. Definitivno boste podobali svojo dozo bizarnega in misterioznega. Tako da gremo čim prej v video. Torej, dvojčicama je bilo ime June in Jennifer Gibson, lahko bi rekel J.J. Gibson. Njuna glavna značilnost pa je bila, da se 30 let nista pogovarjali čisto z nobeno drugmo, razen same s sabo. Mislim, ena z drugo. Nista sama s sabo. Ena z drugo. To je bilo pa vse do točke, dokler ni v skrivnostnih okoliščinah ena od njiju umrla. Aprila 1963 se je v Jemnu, v Ednu, kraju Eden, rodil ta par dvojčic. V vojaški bolnišnici, by the way. Njun porod ne bi bil normalen in nič posebenega, ampak malo zatem so se začele pojavljati stvari, pri katerih sta bila starša zelo tako jasna glede tega in jasno je bilo, da te dve dvojčice nista tako kot katerikoli drug normalen dojenček in otrok. Torej, kmalu tekom mesecev in let so začeli drugi otroci razvijati svoje besede, stavke, so se začeli malo sporazumevati, ampak ne oni dve. One dve ne samo, da bi bile v jezikovnemu razvoju zadaj za vsemi njimi, v bistvu sta začeli se sporazumevati s čisto popolnoma nejasnimi, nelogičnimi, neznanimi besedami in zelo kmalu so ugotovili, da imate one dve en svoj lasten jezik izmišljen. Že ko sta bile res dojenčice, pa sta se doma sporazumevale samo za zvoki, že takrat sta starša baje slutila, da niso normalni zvoki normalnega povprečnega dojenčka. Se opravičujem, če vas tole moti, ker jaz slišim ful ta dež. Zdaj, ko so majčkeno tekom let raziskali, kaj ona da sploh govorita, so odkrili, da govorita neko različico kreolščine. Torej, jezika, ki na nek način je obstajal, predvsem, ker se tiče kolonizacije in takrat je bil precej prisoten, ampak zanimivo je, da to ni lažji ali pa posplošen jezik, čeprav nekako tudi velja za jezik suženjstva, ampak je bil veliko bolj zakompliciran in z veliko več besedami in z veliko več besednega zaklada, da si ga sploh lahko obvladal. Potem sta tako zelo razvili ta svoj jezik oziroma neko vrsto kreolščine, sta se toliko manj pogovarjali z drugimi in vedno manj v bistvu, zato sta potem začeli biti znani kot tihi dvojčici. Poleg tega sta bile na njuni šoli edini temnopolti punčki oziroma nasploh katerikoli učenki, tako da si res lahko predstavljaš, kaj se zgodi, kaj je nekaj neznano in se ljudje bojijo, napadejo in valjda sta bile na polno pod dozo bullyinga ves čas. Vse do te mere, da so jih mogli učitelji začeti prej spuščati dan tako 1 uro prej kot ostale, da so v miru prišle dan brez, da bi kdo napadal, ustrahoval, zalezval. Leta so tekla in dvojčici sta zrasli v najstnici in takrat se je vse skupaj samo nadaljevalo, njun jezik se je razvijal, sta pa popolnoma prekinile in zavračale kakršnokoli pisanje in govorjenje v šoli, ker vemo, da v šolo ne paši, ker je nekako poudarek na pisanju in govorjenju. Je bilo pa še bolj bizarno, ker je pa res isto scary si lahko predstavljate. Predstavljate si dve identične osebe, skoraj vizualno, ki sta začele popolnoma posnemati oziroma sinhrono početi stvari. Sinhrono sta jedle, sinhrono sta premikale, sinhrono sta se obračale. Tako strhljivo, no, res kakor iz tistega filma The Inhalation, ne vem pa, se vsi sinhrono premikali. Mislim, kot da bi bila ona skupaj ena celota, štekaš. Da leta kasneje sta probale majčkeno opisati to, kaj se je dogajalo, sta rekla, June je recimo rekla, jaz sem se včasih zbudila kot Jennifer, ali pa Jennifer je rekla, da se je včasih zbudila kot June, torej ne vem, a v telesu druge, ali samo kot druga v svojemu telesu, ne vem, in potem sta se tekom dneva govorili v smislu, daj me nazaj, drugače se bom vzela sama. Štegaš, ono kaj? Leta 1974 je bil nek zdravnik res, ki so imeli neko splošen pregled, ne vem kaj, cepljenje, tralala, in je valjda dobil tudi te dve dvojčici in kaj se je zgodilo, ko jih je cepil, ni bilo reakcije. Kako otroci reagirajo, imajo vsaj malo strahu ali pa imajo malo
nekega odpora, nekega feelinga, ali pa se ful pogumno delajo, ali pa saj pokažejo v tisti moment, da jih zaboli, ali pa da jih ne boli, oziroma karkoli. Pri njiju ni bilo pa polnoma nobene reakcije, nič se ni zgodilo, dobesedno sta sam sedele in to je bilo to, pač nič. In to za otroke ni lih značilno, ne, zato v bistvu ga je to frcana ta stvar, da je rekel, a lahko nekdo se večkrat poglobi v to fizionomijo te dveh punc, ker res pač fizionomijo. On jih je v bistvu, takrat sem pozabila reči, opisal kot lutki, vedenje opisal kot da sta lutki. Lega, Surfshark, dobro, da sprašuj, si me spomnil, da mora Matija poklicati. Čau, Ati, daj na zvočnik, tako da še malo mi slišala. Pa daj še Katijo pa Mitja poklič. Ja, Surfshark sem nam zrihtala. Ja, 2 evra na mesec, sem ti rekla, da je noro, 2 evra na mesec. Ja, čist zares. Ja, za vse naprave, za tablice, za laptope, za računalnike, za telefone, za vse. Ja, 2 evra, ja, za vse naš skup je tok, ja. Ja, lahko boš gledal Netflix in lahko boš gledal notebook. Daj te pokličem nazaj, bova pa o tem. Aj, čau. S Surfshark VPN varno stopam svojo spletno banko in preverjam, če je gor še vedno Ok, v redu je. Še vedno imam vseh 16 evrov gor. Ima tudi opcijo Hacklock, to pomeni, da ko izveš, če te nekdo hoče odreti kamorkoli. In ima opcijo Pop-up Blocker, to je tako najboljša stvar na svetu. Jaz res nisem tehničen tip, ampak brez skrbi to najbolj simpel program na svetu in avtomatično, ko se ti kjerkoli naprava pržge, se ti kar zraven vklop, tudi če ti pozabil. Če gre komorkoli zdajle, ker verjamem, da vam gre naša vlada na živce in vrneš, ker ti ne morejo nobenih georestrikcij postavljati, tako da saj na tem področju nimajo zburek. Če ti pa kaj ne paše, imaš pa 30-dnevno vračilo denarja. Ampak zakaj? Če je 83% off in pa 4 mesece gratis zastonj. Tako da je tale, link imate spodaj, zdaj gremo pa naprej v video. Potem se pa začel ta nehvaležen cikel, zamenjali ste ful psihologov, psihiatrov, logopedov. In nič se ni premaknili, z nobenemu niste govorili, z nobenemu niste komunicirali, dokler niste dobile ene logopedinje N-Terrain. Vsi ne, da ste kaj veliko njej dovolili, bila je razlika samo v tem, da ste rekli, lahko snemaš pogovore, ko tebe ni zraven. In ker je ona s tem dobila, so bili posnetki pogovorov v tem njunem jeziku, se pravi, spet ni bilo toliko veliko to go on with. En osebno se najbolj zanimiv del teh njihovih pogovorov in druženj zdi to, da je imela ta logopedija ves čas občutek, da ji je June želela nekaj sporočiti, ampak ni smela. Kakor da bi zaznavala od Jennifer energijo, da ne sme, da jo nekaj nazaj. Sploh Jennifer ni nič rekla, ampak še je čutila to energijo in June se videla, da je prestrašena. V smislu, da imata neko povezavo in se čuti, da June ne upa zaradi Jennifer. Does that make sense? Potem pa je padla odločitev. In ta odločitev je bila, da dvojčici dajo v 2 različna internata. Kakor se sliši kruto, se zdi smiselno, kot nekaj se mora z njima premakniti, drugače boste imeli čisto nehuman life, ne, se razumem. Dajmo jih majčkeno osamosvojitev, bili prisiljeni v bistvu ena brez druge, saj nekaj narediti v življenju. Valjda ni šlo po planu. Zgodilo se je, da so June samo poskušali dvigati iz posle in 2 osebi so jo mogli sploh dvigati iz posle. To je bil dejanski proces seljenja, kao ostan, da te premaknemo v drugo ustanovo, v drugi internat. In ni šlo, ostala je in potem vse, kar se je zgodilo, da se je naslonila z glavo na steno in tam je obstala težka kot klada, pač nič se ni dal premakniti in je bilo zelo hitro jasno, da to ne bo šlo. In valjda, ko so jih dali nazaj skup, že iz te trme in upora na nek način, oziroma strahu tudi mogoče, da jo spet učili, sta postale še bolj izolirane, še bolj samostojne, še bolj v svojem svetu, v svojem bublu. In zdaj tekom življenja naprej sta one predvsem razvile ogromno fascinacijo za domišljijske zgodbe. Pa ne samo, da ste jih imeli v glavi, očitno ste se spravili končno v pisanje, nekako govorjenje, ampak definitivno v pisanje. In sta začela pisati in pisati in pisati te domišljijske zgodbe. In to se zdaj mogoče sliši dobro, kao napredek, ampak problem je bil v tem, da so bile te zgodbe isto čudne kot dejansko njuna domišljija in cel njun life. V bistvu več ali manj so bile samo zgodbe o ful privlačnih ljudeh, ki so bili na nek način kriminalci. Kriminalci v smislu, da so delali res grozljive zločine. Ne vem točno kakšne, nisem pogledala, ampak verjamem. In končno je bila ena knjiga s tako zgodbo natisnjena. Je pa dvojčicama klenknila v smislu, zdaj je bilo pa dosti tega življenja za 4 stenam, gremo mi do life. Pa se je pa začela, začeli so se mamile in začel se je alkohol, tako da čisto v drugo smer, sta šle. In ker se ni ustavili samo pri drogu in alkoholah, je prerasel vse do kaznivih dejanj in tudi niso ustavili pri normalnih kaznivih dejanjih, ampak je prišlo do
leta 1981, ko sta zagrešili požig. In kaj je bilo potem? Ja, premestili so ju v strogo varovano bolnišnico za psihično nestabilne kriminalce, razumljivo. Temu varovanemu območju, kjer sta bile, se je rekel Broadmoor. In ja, logično je prišlo do tega, da tam niti približno niso bili tako prezanesljivi do njiju, kot sta bile navajene doma ali pa v šoli, ker so se še nekako res poglabljali in ukvarjali z njima tukaj. Je bil pa nekaj vrste zapora, ne, in sta v bistvu o tem pisale kot, predvsem v dnevnik, to je bil potem glavni spet način izražanja in sta pisale v dnevnik, da vse, kar sta dobile, je zdaj 12 let pekla. V dnevniku piše naprimer: šli sva k zdravniku. Povedali sva, da se zunaj pogovarjava, ker so vsi želeli, da se pogovarjava. Rekel je, da ne greva ven in da bova tukaj 30 let. Res sva izgubili upanje. Napisala sva pismo na Ministrstvo za notranje zadeve. Pisala sem kraljici, da naj jo spusti ven, vendar sva ujeti. Potem pa sledi ta najbolj bizaren del zgodbe, kjer še danes ni čisto nobene razlage, nobene logike, ampak ko sta bile dvojčice stari 29 let, so se odločili, ok, v redu je, nekaj let sta že bile noter, dajmo jih premestiti v manj varovano območje, v manj varovan zapor, utrdbo, whatever, v Walesu. In zelo hitro tukaj zgodba odvije, ker takoj na začetku same poti s tem transportnim vozilom, ko sta bile obe noter, se je zgodilo to, da je Jennifer zelo nenadno postala mirna, nepremična. Ko so preverjali situacijo, so videli, da ji je čisto nič srce nehalo delati. Preprosto srce se je ustavilo. Ne bi umrla zaradi pretirane otekline srca ali okolice srca, ne vem kaj točno, ampak karkoli že to pomeni, je jasno razvidno, da ni bilo dobrega razloga za to, ker sta obe dobivali tam enake antiseptike, enaka zdravila, vse je bilo identično, ne. Eno gospo moram nujno omeniti, ker sem pozabila ime, bom samo govorila Wallace ali pa Wallaceova. V glavnem, ona se je z njima veliko ukvarjala, bila je fascinirana nad njima in je tudi edina potem zraven Anne, ki je prišla toliko blizu, da jih je slišala govor, dejansko je prišla toliko blizu, da je dojela njun humor, da so se malo pohecali in da je dojela, da imate dejansko ful bogat domišljijski svet in ful dober humor, tako, take viti, predkane. Dejansko je bilo kul. Ampak globoko pod tem smehom je pa ona tudi slutila zelo temačne in zelo slabe stvari. In tudi, ko je brala te njune zapise, je bilo v smislu, ena drugi sta bile kot neko prekletstvo. June piše, da se je June pogosto počutila, da je obsedena s svojo sestro, mislim, da obsedena, da bi bila njena sestra v njej. Jennifer pa je June imenovala kot temno senco nad njo in opisala jo tudi z besedami obraz bede, prevare in umora. Ma pa ta gospa Wallace še eno zgodbo, ki je pa najbolj bizarna od vseh. Družili so se, ona je imela ob sebi tudi hčerko, tako res taka situacija, mislim, da je bila neka večerja, kjer to ne pričakuješ. In je rekla Jennifer iz nič, mogla bom umreti. In ko je to rekla, Wallace opisuje, da ji ni bilo tako, kot haha, hecaš se. Mislim, rekla v smislu, kako, zakaj, mislim, o čem govoriš, itak si zdrava, ne? In je rekla, ker sva se tako odločile. In što se je, da Wallaceova takrat čisto strh preletel, je bilo strah na smrt. Res je nekaj začutila in dejansko je bilo strah, ker je verjela tem besedam, nisi mislila kar nekaj bluziš, ampak dejansko, ko je to slišala, jo reče, bilo tako, ok, I get it. In kot vemo, se je to potem dejansko zgodilo in nekako to, kar vsi čutijo ob tem, je to, da se je nekako očitno moglo to zgoditi, da ene ni več, da druga lahko naprej normalno živi, ker najbolj bizarna stvar je, da takoj potem, po tej smrti, je bila June tista, ki je bila takrat sposobna popolnoma normalnega življenja. Lahko je govorila popolnoma normalno in komunicirala z vsemi, tako kot prej nikoli ni. Bil je samo še ta zapis v dnevniku. Danes je umrla moja ljubljena sestra dvojčica Jennifer. Mrtva je, srce je prenehalo biti. Mame in oče sta prišla pogledat njeno truplo. Poljubila sem njen mrzel obraz, blede se mi od žalosti. Ampak potem je bila ona bolj kul kot kadarkoli do zdaj, bolj odprta, bolj vesela, bolj nasmejana, tako da bi nekako združili dobre plati obeh in zdaj bi ena od njiju lahko naprej. Res noro. In tudi zanimivo je, takoj, ko sta prišle ven iz Broadmoorja, ko so jih probali v Wales prepeljati, je še prej Jennifer izdihana v smislu, končno sva zunaj, kada sta čakala na ta moment in potem je padla v neko komo, ne? In po tej komi je bil ta zastoj srca. Tako popolnoma bizarno, res. In ko je kdo vprašal, zakaj nista praktično komunicirala s svetom 30 let, reče, da sta sklenili pakt, da sta se tako odločili. Pač noro mi je, da je to
vse resnično, tako tudi kompleti in mi noro. To je pa to za ta video. Nove predloge napišite spodaj, čeprav iskreno še večkrat opazim na Instagramu, se mi zdi pa ful pomaga, če so zraven slike, če zraven video, če kaj napišete, da sploh vem, kaj, s čim me hoče navdušiti, vse to že vse vemo, drill. Tako da Instagram, akcija. Hiter še opomnik na našo Surfshark akcijo, spodaj poklikate in bo kodo vnesete in bo ful cenej. VPN. Vidni boste radi, se imejte, Alien Mama out.